Denis Artič Vest, gospod Peterle, kako vam je pri srcu, ste razočarani oziroma? No, gotovo sem pričakoval več, ker tudi mislim, da sem dal od sebe vse, tako tudi moj štab. V drugem delu je izrazito odigrala polarizacija in odnos do vlade, vezava na referendum in še kaj bi lahko rekel. Jaz sem naredil tisto, kar sem prepričan, da je za prihodnost Slovenije bistveno. V tem duhu bom pač v vlogi evropskega poslanca delal naprej. Mislim, da imam veliko dela na razpolago v duhu tega, kar sem postavljal kot kandidat. Naprej? Gospod Peterle, me zanima, jaz sem Gašper Blajčev, ali ste, kako ste sicer zadovoljni z delom vlade? Rekli ste, da je to na vas vplivalo, na vas uspeh. Kako gledate na to? Lejte, so zadeve, ki jih ljudje vidijo na strani vlade, pa vlada na njih nima velikega vpliva. Eno tako vprašanje je bila inflacija. Vlada ima zelo majhen vpliv na inflacijo, vendar so učinke inflacije pripisovali vladi. Torej ne bi zdaj dajal generalne ocene o delu vlade, v marsičem je gotovo zelo uspešno. Tudi gospodarska rast se napoveduje še za naslednje leto, za naslednja leta. Inflacija, ki je pa šla visoko, pa ima seveda svoje posledice in je seveda ne moremo pripisovati opoziciji. Ja, torej mislim, da je ta rezultat, ki bo sedaj deležen številnih analiz političnih analitikov. Mislim, da bo ta rezultat dal misliti danes tako levici kot desnici in mislim, da ga treba vse zelo zaradi. Začetka, kaj ste spremenili v svoji volilni kampanji? No, jaz v volilni kampanji ne vidim potrebe, da bi kaj bistveno spreminjal. V prvem krogu, v katerem je tudi zelo dobro kazalo in sem na zadnji zmagal, sem šel v družbi 7 z govorico, ki je bila jasna. V drugem delu, ki je pa zmeraj malo bolj boten, sem pa nekatere stvari postavil tudi ostreje, ker sem želel, da je pred ljudmi povsem jasno, kdo je kdo in zakaj se kdo zavzema. Kakšno predsednikovanje pričakujete zdaj od gospoda Žirka? Torej, to morate njega vprašati. Jaz nimam podlage za napovedi, kako bo gledalo predsedovanje. Jaz upam, da v duhu tega, kar je postavljal kot svoja vodila, pri katerih je poudarjal, da želi, tako kot sem to sam dejal, tudi državo združevati. Kako vidite prihodnost Slovenije? Če bo Slovenija politično neuravnotežena, potem se mi zdi, da lahko pridemo v težave in jaz bi si želel dejansko predsednika, ki bi povezoval to Slovenijo, ki bi bil nad preštevanjem levih in desnih in meni je žal, da je bilo sorazmerno malo prilike, da bi obravnavali prihodnost Slovenije. Komaj, da smo se dotaknili leta 2025, na katerega moramo misliti že sedaj. Večina vprašanj, zlasti v prvem krogu, se je nanašala na preteklost in na komentiranje dnevnih dogodkov oziroma dnevnega dogajanja. Jaz sem resnično pogrešal poglobljene razprave o letu 2025, ki bo zahtevalo od nas tudi že sedaj višjo politično kulturo, več pripravljenosti za soglasje in za sodelovanje. Barbara. No ne bi rekel, da sem jo začel prezgodaj, v Ameriki jo začnejo 2 leti prej. Jaz sem po zaslugi te kampanje še enkrat podrobno spoznal Slovenijo, imel na tisoče srečnih ljudi in to, kar sem govoril v mojih nastopih, je bilo izraz tega, kar ljudje pričakujejo od predsednika. Potem pa, ko je nastopila polarizacija, mogoče nisem našel najboljših odgovorov na to, ker polarizacija v osnovi odklanja. Mislim, da ni dobra tudi takrat, ko gre za predsedniške volitve. Ja, moje okolje gotovo ne.
z vaši kampanji niso pojavljali? No, jaz sem začel z državljansko listo, v kateri so bili tudi nekateri ljudje vseh treh strank. Stranke so podporo napovedale, se kasneje tudi povezale, koliko uspešne potem so bile, oziroma smo vsi skupaj bili, pa kaže rezultat. Ampak zdaj v bistvu kaže, da je podpora vladnih strank poškodovala kot ne? Ja, bomo zadeve seveda še analizirali, ampak kontekst, v katerem je danes Slovenija po gospodarski in politični strani, je gotovo obremenil mojo kandidaturo. Še kako vprašanje? Se upravičujem, jaz sem tukaj spodaj, ampak kje mislite, da ste v bistvu najbolj kiksnili v tej kampanji, da vam je največ odškrkljeno teh procentov, ki ste jih tako močno si želeli pridobiti? Jaz bi zdaj težko videl nek poseben kiks in tudi jaz sem zmagal v prvem krogu. Pravim, da v drugem krogu je opravila svoje polarizacija, v kateri so bili uporabljeni tudi nekateri stari vzorci oziroma formule, ki v Sloveniji očitno še delujejo in je rezultat tak pomemben. Ste lahko bolj konkretni pri tej polarizaciji? Kaj točno ste mislili s tem? Mislim to, da se pač desnico potiska v neko pozicijo, oziroma da se je mene pripisalo desnici in da se je v tem primeru to izrazito povezalo še z vlado. Gospod Peterle. No, jaz mislim, da sem imel zelo dober štab, smo veliko stvari naredili resnično zelo dobro, tudi kar se tiče podobe, navzven in tako naprej. Mislim, da sem govoril zelo jasno govorico in ne bi želel biti nejasen, ne pri teh, ne pri kakšnih drugih volitvah. Mislim, da so odigrale potem druge zadeve, ne same ideje, ne kakovost prezentacije. Gospod Peterle, v predvolilni kampanji so se večkrat poskušali nekako distancirati teh vprašanj preteklosti, vendar ko ste v teh zadnjih časov, pred drugim krogom volitev, z Evropskim skupkom, večkrat poudarjali tudi vlogo osamosvojitvi. Menite, da vam je to lahko kaj škodovalo? No, jaz sem odklanjal določen odnos v preteklosti. Jaz odklanjam tisti odnos, ki še naprej polarizira. Mislim, da sem bil v tem jasen in tudi v bodoče bo. Jaz sem za odnos do preteklosti, vendar za tisti, ki nas spravlja skupaj, ki stare bolečine relativizira oziroma jih odpravlja. Kaj pa recimo ta intervencija Ministrstva za zunanje zadeve, ki so prišli s Tirkovo vlogo v času samosvajanja? Menite, da je to lahko kaj vplivalo na predvolilno kampanjo oziroma izide? No, jaz v vsakem primeru želel si biti na jasnem, tudi glede razlik na to temo med obema kandidatoma. Te razlike so zdaj jasno predstavljene, ne v zaslugarskem smislu, ampak v resnicoljubnem smislu. Če osamosvojitev v Sloveniji ne bo več kriterij, potem se za to državo bojim. Še dve vprašanje mogoče. Kaj si zdaj trenutno najbolj želite po tem, ko pač niste zmagali? Kaj si res trenutno najbolj želite v življenju? Je to spanec, je to kaj drugega, je to objem žene, je to, ne vem, karkoli? Z ženo smo se že objela. Zdaj bi se rad dobil, torej najprej s prijatelji v štabu, da se jim zahvalim za trdo delo, ki so ga opravili, za dobre ideje, za prijateljstvo. Jaz sem v tej rundi spoznal tudi številno nove ljudi, tudi ljudi, ki se prištevajo na levo politično stran in so tudi v tem rezultatu sodelovali. Jutri grem pa spet v Evropski parlament, no nekaj počitka si gotovo tudi želim. Skratka, življenje teče dalje. Življenje teče dalje, Lojze Peterle pa dela za Slovenijo s funkcijo ali brez nje. Hvala lepa. Hvala.